Hej, evo danes se ti oglašam tako malo iz zakulisja, da s tabo podelim v bistvu, kako poteka summit, za koga je primeren, za koga ni, ker dobivam kar nekaj vprašanj glede tega. Pa greva kar od začetka. Zdaj, najprej, kaj summit sploh je. O tem, kar jaz govorim, oziroma ravno recimo zdaj pripravljam, oziroma ravno smo zaključili z snemanji in so že odprta prijave za nov summit Izstopi iz sence. Ta summit je v bistvu narejen na en taki poseben način in gre v bistvu za online dogodek, sodelovalni dogodek, kjer so na voljo intervjuji oziroma taki pogovori z posameznimi strokovnjaki, strokovnjakinjami, običajno na eno tematiko. Ti intervjuji oziroma pogovori so lahko v živo ali pa posneti vnaprej. Gre pa za sodelovalni dogodek zaradi tega, ker potem vsi govorci oziroma vsi spikerji strokovnjaki povabijo na ta dogodek tudi svoje občinstvo. In seveda summit je lahko plačljivi, že primarno, ali pa brezplačen. Zdaj, za kakšnega se odločimo, je čisto odvisno, kaj je naš fokus, kaj je naša vizija. Če je torej fokus, da pač je to kot neka ponudba plačljiva, je seveda lahko plačljiv. Če pa za njim želimo graditi svojo skupnost, stopiti pred novo občinstvo, torej zajeti čim večje občinstvo, pa seveda je običajno boljša izbira brezplačen. In te summite se v Sloveniji že vedno bolj pogosto pojavljajo, predvsem zaradi tega, ker so res postali že bolj popularni in če so pripravljeni na prav način, da po pravih korakih in imajo vse ta prave elemente, so v bistvu za vsakega podjetnika in podjetnico lahko blazno uspešni. To je moj, v bistvu, kar zdaj je live, Izstopi iz sence je že moj 3. summit, tako da že imam nekaj izkušenj, pa tudi moje stranke v bistvu so res blazno zadovoljne s tem sistemom, ker v bistvu z enim dogodkom nekako pridejo pred novo občinstvo, pridobivajo stranke in lahko hkrati tudi za samim summitom, tudi če je brezplačen, veliko zaslužijo. Zdaj, seveda, nekateri obožujejo summite, drugi jih ne marajo, ampak summit je lahko v bistvu res en taki super online dogodek, ki ti kot podjetniku oziroma podjetnici lahko pomaga pri najprej grajenju prepoznavnosti, zaradi tega, ker stopiš pred novo občinstvo in se s tem tudi pozicioniraš z gosti, ki jih imaš. Verjetno smo vsi nekako tako zgrajeni, da ko vidimo nekaj ljudi skupaj, jih spredalčkamo. In s pomočjo tega, katere goste ti povabiš v svoje občinstvo, se tudi ti pozicioniraš kot podjetnik in pa podjetnica. In ker vsi gosti povabijo tudi svoje občinstvo, hkrati tudi vsi gostje tako stopijo pred novo občinstvo. Kar je v bistvu zmagovalna kombinacija za vse vpletene, kot jaz velikokrat rada poudarim. Zdaj, drugi dejavnik oziroma drugi, zakaj je super summit, je za pridobivanje novih strank. Zdaj, če imaš primarno plačljivi summit, potem itak že takoj lahko prideš do novih strank, ker gre za takojšnjo prodajo, vendar bo tega udeležencev verjetno manj, kot če je summit brezplačen in jim potem lahko kot nadgradnjo ponudiš neko dodatno ponudbo, običajno so to neomejen dostop do posnetkov in tako naprej. In tukaj seveda lahko že na samem summitu zelo veliko tudi zaslužiš, oziroma vsaj nekaj. In če primerjaš, da običajno je pridobivanje novih leadov oziroma potencialnih strank običajno se plačuje, v tem primeru pa si ti v bistvu plačan oziroma plačana, kar je res en taki super zadeva pri tvoji gradnji, torej tvojega posla. Potem naslednji element, ki je res super, je rast mailing liste. S tem, ko je v bistvu, zdaj, če gre seveda za brezplačen summit, se torej na ta summit morajo
ljudje, udeleženci prijaviti. Torej, da v zameno za dostop dobijo, se prijavijo z imenom in e-mailom in s tem torej raste tudi tvoja mailing lista. In seveda ne raste samo tvoja mailing lista, ampak mailing lista tvojih speakerjev, ker speakerji oziroma s temi, ki imaš intervjuje, lahko zraven intervjuja ponudijo še neko svoje darilo, na katerega se lahko poslušalci tudi prijavijo in tako tudi oni v bistvu gradijo svojo mailing listo. Zdaj, naslednja točka, kar je super pri summitih, je ena izmed točk, ki jaz čisto iskreno nisem pričakovala, ko sem pripravljala prvi summit, ampak je res zelo velika in to je povezovanje in sodelovanje z drugimi podjetniki in podjetnicami. To skozi te pogovore in skozi ta proces kreiranja tega summita v bistvu lahko zgradimo z drugimi podjetnicami, podjetniki zelo močne odnose oziroma je to fajn priložnost, da se spoznamo, da drugega podpremo in se tudi v bodoče tako hitreje lahko odločimo za kakšno skupno ponudbo, sodelovanje in tako naprej. Tako da to je ena res super točka. Jaz na vsakem summitu sem spoznala res čudovite osebe, ki smo mogoče prej bili samo preko družabnih omrežjih povezani in ko smo v bistvu res posneli te pogovore, smo šli še bolj globoko in je res super dogodek. Kljub temu, da sem jaz malo bolj introvert, mi je tudi ta nekako dogodek tudi pomagal, da sem stopila iz cone udobja in se povezala tudi z drugimi. In pa kot že rečeno, je torej lahko summit tudi vir takojšnjega zaslužka. Na eni strani, če je to plačljiv summit, je seveda vstopnica plačljiva, ali pa, če prireješ brezplačen summit, lahko ob prijavi ponudiš še neko nadgradnjo, kjer lahko z neomejenim dostopom do posnetkov, kakšno dodatno ponudbo in tako naprej, torej nadgradijo svojo vstopnico in ti prideš do zaslužka. Kljub temu, da so ti običajno nekaj nižje cenovni paketki oziroma nadgradnje, se pa lahko, če imaš res veliko ljudi, to zelo hitro nabere in prideš lahko do lepega zaslužka, kljub temu, da je summit lahko brezplačen. In zdaj, torej, če razmišljaš o tem, da pripraviš svoj summit, je fajn, da se ga res čim prej lotiš, ker je to v bistvu res en proces, ki kar nekaj časa traja, da ga pripraviš. Seveda, čisto odvisno, kako resno se ga lotiš, ampak že sama snemanja, dogovarjanja, iskanja teme in vse to ti lahko vzame veliko časa. In če imaš slučajno prepričanje, da še nisi na tej stopnji, da bi organiziral svoj summit ali pa da je ta projekt čisto še preveč zate, je v bistvu organizacija takšnega dogodka super, tudi če si čisto na začetku svoje poti, ker z njim, s takšnim dogodkom res gradiš na vseh treh potrebnih stebrih in sicer na prepoznavnosti, na dohodkih in pa na učinkovit način narediš tako, da je summit lahko potem preoblikuješ in postane tvoja brezplačna ponudba oziroma kot večkrat radi rečemo kar freebie, ki potem zimzeleno gradi tvojo mailing listo. Tako da je ena izmed zanimivih stvari, ki se jih splača lotiti, pretestirati v svojem poslu. Če v tvoji niši še nihče ne organizira summitov, je mogoče to lahko tudi čudovita priložnost, da organiziraš ti prvega in pač s tem tudi lepo izstopiš iz konkurence. Zdaj, seveda ni nujno, da imaš predavateljev 20, 30 ali kakorkoli pač želiš. Z eno izmed strank, recimo sva pred kratkim, se mi pomagala v bistvu organizirati ob otvoritvi spletne strani še en mini summit, kjer mislim, da so bile 4-5 govornic, en takšen mini, hitro je nastal, ampak je pa bil tudi zelo uspešen in pa v bistvu fajn razlog, da so potem ob otvoritvi nove spletne strani ljudje prišli na samo spletno stran, se prijavili, poklikali še kaj drugega, prejeli kakšno darilo in tako naprej. Tako da to je res en takšen lahko katapult oziroma super dogodek za uspešen začetek oziroma
če potrebuješ kakšen pospešek v svojem poslu, je res lahko en super pospešek. Zdaj, če se želiš pridružiti mojemu summitu, ki bo zaživel 6.6., oziroma gre live, se pa komot lahko brezplačno vstopnico rezerviraš na moji spletni strani mod.si/izstopi. Se že veselim in se vidimo. Hvala ti!